Prav poseben čas se začenja. Svetim večerom stopamo v čas božičnega praznovanja. Že čez nekaj minut bomo lahko prisluhnili glasbi slovenskih glasbenikov iz znamenite cerkve Matere Božje na Gorci v Malečniku pri Mariboru. Predtem pa bi vam rad na kratko predstavil to gotsko lepotico. Iz Maribora, mimo reke Drave in starodavne baročne župnijske cerkve svetega Petra, nas pot ob kapelicah Križevega pota in vinogradih pripelje na rob Slovenskih goric, na imenitno razgledno točko visoko 346 metrov. Tukaj že več kot pol tisočletja kraljuje največji zaklad našega kraja, poznan daleč naokoli, Gorska romarska cerkev Matere Božje. Na nastanek te Marijine cerkve so vplivali malteški vitezi, vneti Marijini častilci. V Melju so imeli komendo, okrog Gorce pa posestva. Cerkev na Gorci je zgrajena v gotskem slogu leta 1493. Leta 1517 je bil dozidan še zadnji del sedanje cerkve. Sodi torej v čas, ko so po slovenskih tleh ropali Turki. Zato so okrog cerkve postavili visoko taborsko obzidje s stolpi, ki ga danes ni več. Podrli so ga že v začetku 19. stoletja.
Viden je le še ostanek stebrov ob vhodu na pokopališče. Čeprav še danes lahko občudujemo gotsko podobo cerkve, so jo v stoletjih predelovali tudi v drugačnih umetnostnih slogih. V 18. stoletju so prizidali najprej na južni, nato še na severni strani baročne kapele. Nazadnje so sredi preteklega stoletja prizidali še zakristijo. Tudi notranjščina je bila deležna podobnih predelav. Najbolj so posegli vanjo leta 1864, ko sta jo v novogotskem slogu v celoti poslikala mojstra Fantoni in Brolo. Naša pozornost je usmerjena v glavni oltar, v katerem je Marijin kip iz 16. stoletja. Kot vidimo, drži Marija v naročju Jezusa in v levi roki žezlo. Gre za milostni kip, saj so se prav tukaj v tej cerkvi dogajali tudi čudeži, ki so izpričani. Eden takšnih je upodobljen na votivni podobi iz leta 1680. Napraviti jo je dal Jurij Jurešič v zahvalo Gorski Mariji, ker sta bila z ženo ozdravljena vročice. Tisoče angelov jo obdaja kraljico, tisoče svetih krasi njen obraz. Melodije nebeške jo častijo, devico ji dajo hvalnico, dajo kras. Mati Marija, slovenska kraljica, tebi se vdaja naše srce. Mati Marija, nebeška devica, k tebi stegujemo svoje roke. Vernikom zbranim svoje milosti trosi, revam ubogim deli svoj sijaj. Srce skesano zaupno jo prosi, naj ga varuje, kot ga je nekdaj. Drugi umetnostni biser, ki ga hrani gotska cerkev, pa je oltar svetega Urbana papeža. V njem so 3 dragocene slike. Na prvi je upodobljen prav sveti Urban. Njegov god se je obhajal 25. maja. Do tega dne mora grozdje odsveteti, da lahko dobro obrodi. Tako je sveti Urban postal zavetnik vinogradnikov. Druga slika na oltarju prikazuje Kristusa v tlačilnici ali preši.
Zaradi izredne simbolike je najdragocenejši umetnostni zaklad, ki ga hrani Gorska cerkev. Podobne upodobitve v evropski likovni umetnosti ni zaslediti. Nad njo pa je slika s prizorom, ko Sem in Jafet pokrivata vinjenega očeta Noeta, ki še ni poznal moči vina. Ves oltar nas spominja, da smo v cerkvi, ki stoji sredi vinogradov. Na cerkvenem oboku so na freski upodobljeni romarji z Marijo, med njimi pa stojita škof Anton Martin Slomšek in šempetrski župnik Glazer, največji Slomškov prijatelj. Marko Glazer ni bil le duhovnik, pač pa tudi pesnik, pisatelj, prevajalec, narodni boditelj in velik ljubitelj umetnosti. Po njegovi zaslugi je cerkev na Gorci nad Malečnikom dobila na novo pofreskan strop v prezbiteriju, v katerem občudujemo čudovite podobe iz lavretanskih litanij. Znotraj reber so vidni angeli s posebnimi atributi. Tako imamo upodobljen recimo vzklik Marija, zdravje bolnikov, in ob napisu angela, ki drži v rokah steklenico z zdravilom. Vseh podob s steklenimi upodobitvami vred je kar 186. Glavna misel Marka Glazerja je bila, da se Marijo prikaže kot devico v mladosti, kot izvoljeno mater Božjo v njenem življenju in trpljenju na zemlji, ter kot kraljico nebes in našo mogočno priprošnico pri Bogu. Tako vidimo na stenah recimo Marijo v življenju na zemlji, Marijo v mladosti, zaročeno nevesto svetega Jožefa, prizor iz obiskanja Elizabete, angelovo oznanjenje, beg v Egipt, smrt Marije, pa tudi smrt svetega Jožefa. Božja pot na Gorci je že od nekdaj zelo obiskana. Po ukazu Jožefa II. Leta 1785 so jo zaprli in zaplenili vse premoženje. Taka usoda je ob jožefinskih reformah doletela tudi druge. Mnoge so izginile. Gorsko cerkev so prodali nekemu kmetu v soseščini. Nameraval jo je podreti in sezidati hleve. Zaradi nesreč, ki so se držale dela, je cerkev zopet prodal. Tokrat jo je odkupil župnik Nikolaj Škof in jo rešil propada. Božja pot je zopet zaživela. O tem pričajo votivne podobe v zahvalo za uslišanje. Veliko je takih, ki prihajajo sem. Nekateri le zato, da občudujejo razgled, drugi pa tudi zato, da se zatečejo k Mariji. Med temi so že 300 let neprekinjeno zvesti romarji iz svetega Antona v cerkvenjaku v Slovenskih Goricah, ki se še vedno drži stare navade, da pridejo že na večer pred glavnim shodom, to je na Marijino rojstvo, in noč prečujejo v cerkvi, ter se po polnočni maši vrnejo zopet domov. V zlati venec povezan dom, Božji dom, vedno odklenjen. Čakaš mene in čakaš njih. Vstopim in si tam, v sijaju svoje vsemogočnosti, v lesketanju troedinosti. Večnost to preveva. Ponujaš mi svetost, jaz pa tebi svojo slabost in prošnjo za kreposti prave.
Veseli smo, da bomo lahko na praznični božični večer spremljali glasbo prav iz naše cerkve Matere Božje na Gorci. Slovenski glasbeniki nas bodo pospremili v božično dogajanje in doživljanje svetega. Dete Božje nam je rojeno. Naj vsem prinese svoj blagoslov in mir. Blagoslovljene praznike vam voščim.